Ok, moj topik Mobile pa Explorer, kaj je v bistvu zdaj novega. Zdaj tukaj je ena stvar, ne? Ker sem jaz s temi mobilnimi zadevami se ukvarjal, tako v zadnjem letu pa malo to študiral, pa gledal, moram reči, da so BO-ji tukaj kar naredili v enem letu lep korak naprej. Pred enim letem, ko se spomnim, kakšna je tista aplikacija bila, je bila v bistvu malo boljš kot PDF reader, ne? Zdaj je pa to že neka uporabna zadeva tudi za kakšno analizo delati. O čem bom govoril? Zdaj, tako, po mojem, na dosti različnih načinov take ali pa podobne scheme kažemo, po mojem nikoli preveč, če še kdaj ekstra pokažemo. Ne? Se pravi, od spodi, kot naše vere, imamo vedno nek, rečemo, elektronski vir, ki je v obliki neke SARS-Snowflake scheme, torej nek data mart, data warehouse, karkoli že to je. Mi lahko povezujemo direkt na kakšno ERP aplikacijo ali pa pač neko transakcijsko rešitev, lahko hodimo gor na te multidimenzionalne OLAP kocke. Zdaj v Sloveniji sicer še ne, ampak lahko bi šli tudi kakšno hrano, to pa in-memory rešitev. Običajno med tem layerjem, ki je na bazi, pa uporabniki postavimo nek semantični nivo, ki nam oblikuje, da se nam omogoča, da podatke malo prekuhamo, da kakšno stvar poenostavimo, tudi kak security implementiramo, pa dejansko nek poenotno izrazoslovje, tako da poslovni uporabniki vsi na enak način z enakimi podatki delate, da ko pograbite prihodek ali pa jebito, veste, kaj je tam v zadnje, pa take stvari, ko so vse tukaj priprav. Imamo pa na vrh recimo orodja, rečemo temu segmentu, bi lahko rekli avtorjev ali pa analitična orodja. Tukaj v zgori je pa ta, se pravi, mobile zadeva. Jaz bom danes pokril, se pravi, mobilne tele dve aplikacije, pa ker pač ta Explorer je mobilna stvar, ki se mi zdi tudi kot taka zelo interesantna, bom pa še pokril recimo tole družinico, ki lahko rečemo Explorer Family, ne? Sicer mobilna aplikacija, web aplikacija, pa še ena nova, ki se reče pa Visual Intelligence. Ne? Tukaj zraven je za omeniti tudi to, kaj je Miha pa že povedal, Design Studio zdaj prihaja. Matej sem videl, da je tudi aktiven na SAP-ovih forumih, je spraševal za vizualizacije. Ne? Tako da tole je tudi ena interesantna zadeva, ampak pač dokler ne bomo tega pod prste dobili, pač je, ampak ko pride bomo kakaj več vedeli. Mogoče Boštjan, ki si govoril o deskiju, pa se tudi fanti in dekleta na Simobilu imate iste izzive, ki imate pač tega deskija, ki vemo je prekleto močna zadeva. Jaz osebno celo mislim, da bo tale Visual Intelligence šel bolj v tej smeri proti deski, ker omogoča tiste določene funkcionalnosti, kot se je Freehand SQL, je client inštalacija, ima tudi par interesantnih fin glede združevanja ali pa prekuhavanja podatkov, pa še vedno vse skrb se dela na dosti enostaven način. Da meni, jaz osebno mislim, pa prosim, to ne izjavljam kot kazensko odgovornostjo, da celo tale mogoče prevladi. Ok. Zdaj, kar se tiče mobila, par mogoče tudi svojim podatkov. Trenutne verzije, se pravi te mobile aplikacije, če grem nazaj, to je tale, obstaja za iOS pa Android, tole so verzije, podpira se pravi pregled webi pa Crystal dokumentov, možnost lokalnega, delate brez žive povezave, omogoča se pravi dokument, si ga skedžuliramo, ga imamo pri sebi, dejansko z njim pač delamo v okviru tistih funkcionalnosti, ki so na voljo. Kar je fajn, da pač res ne spuščamo po izvedbe nad, ne vem, 100 milijonske v bistvu baze, pogled na zadnjo inštanco dokumenta. Za poslovne uporabnike, če bi jih bilo več, da jih ne morimo z tistimi nastavitvami, ki vemo, so vedno problematične, obstaja tudi možnost uvoza povezave v aplikacijo, se pravi, jaz bi po mailu vsem našim uporabnikom poslal samo en link, ki ga uporabnik klikne in se mu ta povezava do sistema sama zgenerira. Ima noter tudi obveščanje o teh novostih, kar se tiče dokumentov, se pravi še ena stvar, ki je po mojem dosti pomembna, se pravi, da te BI portal vabi, prid k meni, imam nekaj za tebe, poglej, mogoče bo interesantno. Da pa nam pomote, so pa tudi kakšne omejitve, ki seveda tablica ali pa smartphone
je vseeno malo drugačen ekran, malo bolj širok z vidika procesorske moči pa rama mašine, čeprav so zdaj že prekleto močne, tako da so potem tudi določene omejitve pri izdelavi teh dokumentov. Tako, kot sem že v začetku rekel, pred enim letom je bilo teh omejitev bistveno več. Zdaj pa to že postaja, recimo, kar taka uporabna BI mobilna aplikacija. Zdaj, kje bi to lahko uporabili? Kje bi tole lahko uporabili? Se pravi, sestanki, ko imamo kakšne sestanke s strankami, pogajanja, tudi interno, externo, kakorkoli, v offline modu, na službeni poti, tudi ko smo na počitnicah, treba kaj odpreti na cesti, ko dejansko so tudi kakšne možnosti glede zemljevidov, ali pa v dvigalu, to je pa v bistvu en angleški ali pa ameriški izraz elevator pitch, ko dejansko, če bi ga nekako prevedel ali pa razložil, si ga jaz tako predstavljam, da nekoga nekaj srečamo, imamo zelo malo časa, da ga za kakšno idejo navdušimo ali pa prepričamo in mislim, da je to s tablico ali pa z nekim smartphonom nekaj pokazati, verjetno bistveno lažje, kot ali pa reč priditi eno pisarno na kavo. Tako da za te neformalne stvari čisto uporabno zadeva. Zdaj, kar se tiče samega dema, bomo pa malo se tale presedil. Tukaj malo prvo je videl, v bistvu, kako stvar izgleda. A imaš daljivca tole tega ugasno? Takole bomo nekako podatke dobili iz iPada. Mogoče čisto kot informacija, recimo za vaše interne sestanke. Jaz sem drugač zelo hud Apple fan, žena me na srečo podpira pri tem, tako da imamo veliko Appleovih produktov doma. In dejansko se mi zdi pa zelo interesantna stvar za sestanke, se pravi kombinacija iPada, potem imate v tej isti konferenčni sobi še en Apple TV, to je taka lučna škatlica, ki jo preklopite prek HDMI-ja na televizijo ali pa na projektor. In dejansko ima v bistvu potem te dve napravi se znata brezžično pogovarjati, tako da lahko sliko prenašate v bistvu na projektor. Se pravi, smo na sestanku, brezžično projiciramo zadeve na projektor ali pa na TV. Tako da je to še malo boljše. Zdaj, kako tale aplikacija izgleda? Se pravi, kaj je naš uporabniški vmesnik? Dejansko tukaj le desno zgor imamo en help, ki nam se pravi pojasni določene stvari. Tukaj imamo potem nastavitve, se pravi, to so naše povezave, geslo, network notifications, delamo offline, online, pa barva. Jaz sem pač, imam raje temno ozadje, pač imam to baterije prehranim, ali pa še svetlje, pa tudi na voljo. Glede passworda pa security-ja, kar se tiče samega device, bi sam to povedal. Obstaja tudi seveda sama tehnična postoritev, kako se to s serverji pa škatlami delamo, ampak pustimo to zaenkrat.
tukaj je več stvari. Ena stvar je sam password, da prijete na iPadu do aplikacije. Druga stvar je password, da prijete do sistema. Tretja stvar se pa v VO-jih tudi pol nastav, naprimer, katere dokumente sploh lahko lokalno shranjujete, ne? Oziroma lahko uporabnik ima shranjen password za dostop do sistema. Ne? Tako da par teh stvari je že tukaj na voljo, poje pa tudi sama ta postavitev serverjev, paketu, kako pa tudi še svoje prinese. Ne? To je ena stvar. Tukaj imamo recimo samo razvrščanje, se pravi sortinga, pa imamo pa kar povezavo, v bistvu enih par video tutorialov, ne? Tam, ko sem kliknil, kako se kakšna stvar naredi. Ne? Imamo to niti gledali, ampak recimo na ta način izgleda, to je mislim, da je kar link na YouTube, no? Tam je ogromni teh filmčkov. Ne? Tako da tudi zgori levo imamo, se pravi, alerting, favorice, pa server. Ne? Zdaj pa, če gremo, kar rečemo na en konkreten dokument, kaj je kaj podprtega tukaj na teh tablicah. Ne? Se pravi, imamo na voljo različne tabele, različen prikaz, rekel tudi malo vizualizacije, kakor razne tele mikrografike, pol teli bullet charti so na voljo, lahko tudi se gremo nek alerting pa highlighting stvari, ne. Dejansko vse to pripravimo v webi dokumentu, objavimo ga kot da je mobile in stvar v bistvu deluje, ne. Zdaj, kar se tiče same, mislim, da sem pa ponovno že malo out of moja najbolj, da jaz pa še enkrat naredil logofo ven. To da ne bi bilo napačno. Tole. Ta funkcionalnost, ki jo kažem, je v bistvu takole zgleda. Na levi strani imamo tabelico, ki ima za filter recimo stranke, na desni strani imamo pa dinamiko. Torej, ko sem kliknil pritisnil na Telemak, sem dobil v bistvu mesečno dinamiko Telemaka. Ne? To je ena možnost interaktivnosti. Ne? Druga možnost interaktivnosti, ki mi je dosti všečna, so pa te sectioni. Se pravi, v webu pripravimo poročilo section, on jih v bistvu pelica jih pa potem prikazuje pač na ta način, da bomo tukaj rečemo spusten seznam, pritisnemo, v bistvu zberemo si določen atribut, pa dobimo potem ustrezne podatke gor. Ne? Potem vsako od teh tabel lahko programiramo, pa potem z njo v bistvu na nej pogledamo lahko še kakšno drugo stvar. Ne? Zdaj, recimo, konkretno sem na ta bullet kliknil, ne? Pritisnil, pardon, dobimo v bistvu pa še točne podatke, kaj je za eno polje, kakšna je dejanska vrednost in kakšen je div, ne, naprimer. Tako da enako lahko v bistvu potem tudi stvari delamo na grafih. Zdaj, če tisti, ki veste, kako je web izgrajen, veste, da web ima lahko ljubno število zavihov, ne, s report pack in te zavihki se tukaj zgori desno odražajo. Tako da dejansko lahko res eno konkretno maso podatkov ali pa zgodbe damo na iPad, pa imamo to na voljo pač kjerkoli smo. Ne? To je ena stvar. Glede interaktivnosti pa drillanja po podatkih je pa omogočeno tudi samo drillanje in tukaj konkretno, zdaj pač nisem se koncentriral na to, kako poročilo zgleda, ampak bi sam tole želel pokazati, se pravi, ame tukaj zdaj spet odnokam, pogledal, to je še tako nekaj. En error skratka, ampak prej, ko sem delal tole, je stvar delovala, ne vem pa, kaj je zdaj razlog, načeloma v offline nisem več, pa bi stvar mogla delovati. No, kakorkoli, odprtje, se pravi drill down, pa v bistvu ta asimetrični drill down nad OLAP veri. Tako da dejansko tukaj kar nekaj teh možnosti je. Ne? Zdaj, kar se tiče grafov, ne, kaj je tukaj pol na sami tablici še na voljo. Se pravi, mislim, tukaj
Zdaj tako, če bi imeli več objektov v enem zavihku webija, jih on po določenih pravilih postavi na ekran. Če ne pride to na en ekran, imate potem tukaj naslednji ekran, kjer imate pol naslednje grafe. Zdaj recimo, če jaz na tega spodnjega v bistvu kliknem, dobim tukaj kar eno nepregledno kačo gibanje določenih podatkov. Zdaj se lahko tudi vsakega posamezno pogledam, lahko v bistvu stvari tudi malo filtriram z vidika časa, za kakšen dober bom to gledal, pa pa nič ne dobim, ne? Tako, ne? Tako da neki te interaktivnosti je tukaj prisotni. Zdaj, kar se tiče pa sodelovanja pa obveščanja, imamo pa pol par možnosti, ne? Tukaj na zgori lahko kakšno zadevo poudarimo, lahko pošljemo v bistvu poročilo, ali pa objavimo na Sapomu, rečemo Social Network for Business portalu, ki se mu reče Streamwork. Se pravi, annotation izgledajo takole, ne? Prvi mi on pove, da mi bo zaklenil v bistvu celotno zgodbo. Jaz lahko tukaj zdaj rečemo, da bom nekaj obkrožil, ne? Se pravi, tole stvar obkrožim, bi rekel dan, bi rekel v redu, bomo tole poslali po e-mailu in dejansko se takle dokument e-mail zgenerira. Tukaj imate link, da zadevo pogledate na lokalnem prcu ali pa na iPad, ne? To je ena varianta. Druga je, ker se tega tiče, se pravi, če gremo še enkrat nazaj na annotation, ne? Nočemo, da bi vedno vse videli. Pardon, tega le bom še za pol prehranil, tako da dejansko lahko tole bom označil, pa bom zameglil, ne? Tukaj bom pa rekel, kaj je pa tole, pa bi pač nekomu poslal, ne? Tako da dejansko tukaj se lahko kar malo s tem poigramo, pa neke možnosti sodelovanja so tudi omogočene. Tukaj zgori desno imate še pač logo za SAP Streamwork, če bi recimo ga hotel uporabiti, ne? Po vsakem poročilu imate takole v bistvu informacije, ki lahko poveste, se pravi, da pogledate, lahko pogledate zadnjo instanco ali ga pa zbrišete. Za poročilo, da je omogočeno delo v offline, je en parameter na serveru, kjer se nastavi, koliko časa je lahko določen dokument na voljo za delo v offline. V tem času pač pristranite. Tako da še ena dodatna varovalka, da se res to ne kopiči ali pa da kakšni podatki ne pridejo v napačne roke. Čeprav, tako, moje osebno mnenje glede teh podatkov, da in na tako potencialno, da tako kar malo preveč pravite za določene stvari zganjamo. Jaz osebno tako imam, recimo, na svojom prcu ogromno nekih ponudb, pa nekih srčevih cen pa kalkulacij, ampak ocenjujem, da če bi to en konkurent dobil, ne vem, kaj bi s tem lahko pridobil, ne. Tako, uporabna vrednost tega vprašanja, kakšna je, no. Tako da se mi zdi, da je včasno malo overrated. Ok, to je glede te mobilne aplikacije. Pa bomo pokazali, če si Explorer. Pa bomo pokazali še tole, tako da mogoče tole jaz... Vsi ti grafi, ki si zdaj pokazal, to v bistvu na mobilne aplikacije, ali to na webi? V bistvu, bom takole rekel. Tole, kar sem kazal, ne, tole, kar sem kazal, je SAP BI aplikacija in ta prikazuje Crystal Reports pa webi dokumente. Torej naredim v webi ali pa v Crystalu report in ga objavim na portalu, rečem, da je mobile ali nekaj druge kategorije, ki so podprte, ga dobim not. Druga aplikacija, ki bomo pol pokazali, je pa Explorer, ne, tiste pa v bistvu svoje zgodba. Ne, glede na tudi take dokaj dobri graf pokazali in tu webi omogočili ima. Ja, to je zdaj ena stvar. Stari je 3.1, ki se kakšno stavlja grafa. To je vse iz webija. Dejansko je pričamo tako, je tukaj na tablici je še kakšno omejitev več, ne. Je pa tudi to, kar so fantje prej rekli, dejstvo je, tukaj je kar nekaj teh komponent, vsaka za svoj način dela in v preteklosti, če ste jih skupaj pogledali, niso bile čisto alignane. Se pravi, ta je imela bullet chart, ta ga ni imela, SAP se je zdaj tukaj trud, da bo neka rdeča nič čez vse to, ne. Se jim naretuje še vedno najbolj, ampak je težko, se tudi ostali konkurenti imajo tudi po moje, pa še ni izvedno. Ok, to je zdaj... Kaj?
mogoče lahko meniš, da ko delaš TV report, pa ki je priprava za iPad, moraš da daš na določen graf, ali pa ne na določeno tabelo, daš poseben komentar, kako ti iPad prikazuje stvari, ker to, ko smo gor videli, vizualno ni webido, ne. Samo webi ne prikazuje dejanskega stanja, ampak ti... Ja, ok. Še ena stvar je, recimo, tist, ki ste videli one mikročarte pa bullet chart, dejansko tega gradnika, se pravi tega bullet charta, ga ne naredim na ta način v webu. Dejansko sam povem, da je to lastnost tabelce, povem od kjerega do kjerega polja so te vrednosti, se pravi so pravila za izdelavo teh webi dokumentov in ko iPad dobi dokument na ta način narejen, s takim, rekel, parametrom v propertih tabela, on to tako prikaže, na ta način dobijo. Projektor imamo, Star Trek, zdaj kako ni tu vhodno. A projektor ono? Viš, projektor je, Ja, sam tudi sklo. Pridi, Mr. Multimedia guy. On mazi bliže. Ja. Zdaj se lahko zgovarjamo, da to ni naša oprema. Helena, prej, kad te ni bilo zjutraj, sem vsem povedal, da sem 3 pa 14 dobil mail od tebe. Da vsi vejo, da si po noč delal. Če te kdo malo tako čudem pogleda, ne? No? Ena stvar, tako, na metu sem na slajd, ko sem to naravno čez detajle, to je v bistvu, katere funkcionalnosti so podprte za verzijo 3, za verzijo 4. Dal sem to sam zato na slajde, ko bomo pol v PDF-ih poslali, da v te malo preleteli. Mogoče pa bolj kot tist, ko sem rekel, res pred enim letom, bi bile te tabelce bistveno krajše, ker je bilo res bistveno manj funkcionalnosti odprtih. Zdaj je to že malo bolj komplet zadeva. Design Studio, kakšni ste za njega že slišali ali pa tudi kaj videli, kakšni mogoč, a vi ste v ramp-upu tudi, se igrate z njim? Čakate na... Ja, november je tu, ne. Ok, Design Studio, kar ne je Miha povedal, ker sem jaz tam bil zatopljen, ampak kar je pomembna stvar je to, ne. Če imate aktivno vzdrževanje z BI, se pravi BO platformo, vam tole avtomatično not pade. Saj tako so rekli na webinarju, predelim tezu, ki sem poslušal, ne. Je pa v bistvu namenjen, se pravi, dejansko vizualizaciji predstavitvi podatkov, tukaj je tudi poudarek na nekih web analitičnih aplikacijah, pa to, da se jih da portati na različne device, se pravi, ali to zdaj desktop ali pa tablične računalnike. V štartu podpira povezavo na BV pa HANO, bo pa tukaj podobna zgodba z Visual Intelligence, ki vam bo polo malo več povedal, tudi tukaj bo verjetno podporo za druge vere, za univerze dodajali, pač prioriteta je pa tole, ne, pač to se treba zavedati, SAP-ove stranke imajo BV in jaz jih razumem, čeprav sem včasih malo jezen na njih, treba je prvo svoj kurnik porihtati, da ne zbežijo kam drugam, pač tako je. Tako da to je glede Design Studija. Zdaj pa Explorer, družina Explorer. Zdaj ta Explorer, mislim, da kdaj so s tem štartali. 2008-2009 so ga razvili, se pravi, to je bil SAP-ov razvoj, niso kupali pa aktivizirali. Prva verzija je bila Explorer Web, potem je ta Explorer Mobile prišel, ker ta web verzija je v Flashu, vemo pa verjetno že tudi ekonomisti, veste, da iPad-i Flasha ne podpirajo, tako da dejansko bi treba novo preprintati vso zgodbo. Letos, mislim pa, da so lani, so pa dodali še eno orodje, ki se mu reče Visual Intelligence, je pa v bistvu, rečemo, client inštalacija, se pravi, ločena namestitev, se pravi, na desktop uporabnika, ki se pa tudi zna povezati na večino teh virov, ki jih imate v hiši, pa ponuja tako kar par interesantnih funkcionalnosti. Se pravi, to je Explorer družina. Zdaj, ne veste še kaj dosti o Explorerju, nekaj smo vam ga omenjali,
mogoče sam za začetek bi vam pokazal, kako stvar zgleda, pa bomo pa šli na tale področje uporabe, da se ti sploh predstavlja, kako stvar zgleda. Ok, tole je osnovni ekran Explorerja. Tole si lahko predstavlja kot eno vsebinsko področje. Zdaj, tukaj konkretno jaz kažem stanje naših zapadlih terjatov do strank, po dnevih, pa da malo pomoči, tele podatke smo malo delili, malo množili, tako da nekje so malo večje, nekje pa malo nižje, zapadlih strani. Ni pa tako hudobno, kaj je drageno, nimamo tukaj zapisal, tukaj lahko tudi vidite, samo tokle. Verjamem, v kakšni večji firmi so tudi večji zneski. No, ampak kakorkoli, kako stvar zgleda? Zgor imate dejansko neke atribute pa vsebine, se pravi čas, klasifikacija, customer type, lahko bi bil tukaj produkt, stranka, tip stranke, ne vem, kakršnokoli atributi, s katerim opisujete svoje poslovanje. Tukaj imate na levi strani, se pravi, so neke mere, torej vrednostne podatke, ki se pa tudi tukaj odražajo, se pravi, ko kliknem na tega, dobim v bistvu spremembo dolga, ko bom kliknil na depth amount, bom dobil v bistvu vrednost dolga. Tako da to je dejansko ta filtrirani del. Ne? Ko te podatke tukaj v bistvu zafiltriramo, se pravi, če jaz rečem, ok, videl sem od spodaj gibanje, zdaj me pa zanima, kaj se je dogajalo s terjatvami, detaljno, se pravi, zapadle terjatve za stanjem 7.11. Dobil pa od spodaj ta vizualizacijski panel, zdaj sicer ravno tukaj proba po best guessu nekaj ponuditi, ampak tukaj mu ni rata, ker glede na to, da sem datum filtriral, je spet datum ponudil, je malo nesmiselno, ampak nekak ideja pa je, se pravi, jaz bom si pa zdaj izbral neke razrede zapadlih terjatov, on jih je tukaj kar po velikosti razvrstil, dejansko pa tudi glede na to, kater podatek sem zbral, sam pove, Explorer, katere, se pravi, kateri grafi so priporočljivi, kaj on v bistvu ponuja kot neke možnosti prikaza podatkov, tako da malo vodi uporabnika. Zdaj, tool je, rekel, prekleto enostaven za delo, ampak to je na en stran tudi trade-off, z barvami, z nekimi corporate ruli za reporting, pa to se tukaj nama ukvarja. Je vedno pač ta trade-off med kompleksnostjo pa med zmogljivostjo. Čeprav jaz mislim, da se tukaj noter ogromno stvari pripela, kar je pa še bolj pomembno, ima pa tudi tukaj neke možnosti sodelovanja. Se pravi, ena čisto enostavna je, ko bi jaz zafiltriral, se pravi, ok, zanimajo me v bistvu vse stranke na današnji dan, pri katerih so zapadle terjatve starejše od 730 dni, kar bi jih rad povabil na kavo. Pa bom potem tukaj še rekel, ok, tukaj sem stranke, bom zdaj vam dal, tako da bomo samo operirali z Customer ID-em. Samo, tukaj imam Customer CRM-IDO, rečemo, da to je nekaj bo. Takole, se pravi, to je ID naše stranke, pa kakšna ima vrednost. Se pravi, ta podatek imam, lahko dam tole v bookmark, ko bom jutri odprl, bom spet dobil z istimi filtri. Kaj lahko naprej naredim? Tole lahko prek maila pošljem, si mi bo isto zgeneriral e-mail z linkom na točen ta filtrirani pogled. Druga stvar, recimo, Lili, to je pa mogoče bi bilo za tebe interesanten, ker doskrat se nam dogaja, da moramo v Excelu pofiltrirati velike mase podatkov, prav mogoče iz nekaj milijonov podatkov na koncu pridemo na 5000, na 10 000. In to je v času Excelu problem. Ta zadeva deluje na ta način, ko jaz tukaj pošljem, povem, katero stvar bom pofiltriral, gre on na server, tam pofiltrira, pa sam pošlje tisti set nazaj. Tako da mogoče je stvar včasih malo hitrejša. Načeloma, v taki postavitvi, kaj je, jaz, kakor sem testiral zadevo 2 do 5 milijonov zapisov, dela kakor toliko normalno. Bom pol en primer pokazal, 2,5 milijona zapisov, nam boste sami ocenili kakšna odzivnost. Dejansko, kaj lahko s tem naredite, lahko v bistvu izvozite surove podatke kot CSV, kot Excel, ali pa sam prepeljete v Webija,
pa potem tam še dodatno oblikujete, pa pošljete naprej kot poročilo, ali pa sam kot slikco, se pravi, tukaj mislim, da bo to vizualizacijo zdajle enkrat dal od sebe, pa bomo bolj naprej poslali. Imam še eno virtualko odprto, da sem pa dal naročilnico za novo mašino. Tako da to je mogoče samo osnovna stvar glede GUI-ja. Da se potem še na hitrco narediti določene dashboarde, ampak potem malo kasneje, tako da bi dejansko... Ja, se bom. Tako da dejansko to bi se zdaj vrnil na tako, ker ste malo dobili občutek, kaj to je, ste eni malo bolj poznate, eni malo manj, kaj pogledati določne uporabe. Zaradi svoje enostavnosti, pa pač se vemo, kakšne pridopi so, je ful primerna stvar za občasne casual uporabnike. Vemo, recimo danes imate šolanje, vsi vse znate, en mesec noben ne dela z nekim toolom, jaz mislim, da je velika verjetnost, da čez en mesec imena nič ve. Ali pa bomo velika problema. Tukaj pridete v bistvu v to web aplikacijo, Google style, user interface, jaz mislim, da 5 minut šolanja je dovolj, mi bi vam še potne stroške zaračunali, ker če sam za 5 minut računi stavimo me šef, tudi po prstih, ampak to je to. Kar se meni zdi fajn, je to, da ne proizvaja odvečnih ali občasnih poročil. Zdaj, če delamo poročilo v webi, v Krystalu, vsak dokument, ki smo ga enkrat naredili, ga verjetno odložimo nekam lokalno ali pa nekam na server. Pa Boštjan Kranjc dobi nalogo, recimo, da mora upgradati to strežniško infrastrukturo, pa prešteje, koliko ima poročil, ga kap. In dobro, kakšna se uporabljajo dokaj redno, kakšna pa že dolgo niso bila zagnane. Zdaj, a to lahko zbriše ali ne, pa tudi ne vem, tudi dilemo. Tako da tudi IT-ju ni lahko, tako kot tudi biznisu ne v teh časih. Tako da to se mi zdi še en feature, ki je v bistvu dosti pomemben. Hiter time to market rešitve, dejansko, ko imamo podatke v nekmu data martu, v neki lepi zvezdici, kot bi temu lahko rekli, zelo hiter pripeljamo do informacije, do tega, da uporabnik na taj način z njimi dela. Pa to, kar sem že parkrat rekel, zadrževanje skoraj ni primerno. Skoraj ni potrebno, pardon. Področje uporabe, to, kar sem rekel, se pravi, mesto filtriranja v Excelu, delo filtriranja v Explorerju. Še enkrat ponavljam, moje izkušnje je 2 do 5 milijona zapisov se obnašajo kakor to v redu, zdaj, če bi bilo kaj več, mogli pa v kakšnih drugih opcijah razmišljati. Tukaj se da Explorerja povezati tudi na in-memory rešitev a la HANA, tam imate lahko pa bistveno več. Ampak jaz mislim, da v prvo rundo tako do HANA smo še daleč. Tako, kaj je zdaj, je po mojem dovolj dobro. Da se tako veliko stvari se da noter, rekel pa pelati, pa zmodelirati. Posledično zaradi samega načina dela lahko hitro dobimo eno pogled poslovanje v neko določeno vsebino, neka odstopanja. Naslednja stvar, ki bi bila lahko interesantna, pač filtriranje, dajmo določati ciljne skupine za tržne akcije. Zdaj vemo, imamo veliko nekih dogodkov pa debat o tem, se data mining nam pa seveda pove, kaj je tist next best offer, se pravi, jaz imam kredit, a mi bo zdaj banka prodala še depozit ali pa mogoče tako da, jaz pa tako pravim, super, vse je lepo in prav, da data mining, ampak data mining je dosti kompleksna stvar in včasih mogoče trije filtri, za kjer je nekdo, ki je domain expert, ve, kateri so ta pravi več naredijo, kot pa tistih 75, ki se jih v algoritmu zmelje, pa pa dobite nekaj. Čeprav tudi tist ima svojo vlogo. Tako da se mi zdi dosti interesantna stvar. Se pravi, ko gledate podatke, odložite tist CSV nekje na sistemu in ga pol druga aplikacija ali pa uporabnik pograd pa z njim naprej. Pri samem razvoju, to bom danes še enkrat povedal, ljudje smo vizualni tipi in posledično to pomeni, se mislim, da je krožil kakšen en PowerPoint pred leti okoli, se pravi, kakšne so zahteve uporabnika, se pravi, uporabnik vidi tistega lepega Mercedesa, mogoče zdaj Aja, ki je dosti, se mi zdi interesanten, IT-ovc vidi Fičota, najdete se nekje vmes, kako to, Na ta način, ko uporabnikom damo nekaj hitro od sebe, pa da te stvari vidijo, kako izgledajo, ko so podatki organizirani, nekako gremo čez te barijere.
Tako da to se mi zdi dosti interesantno. Zaradi enostavnosti uporabe in celovitosti ga lahko uporabljamo tudi za kontrolo podatkov, se pravi testiranje novih rešitev ali pa kontrolo kakšnih poslovnih procesov. Tukaj vidim jaz recimo vsa ta področja uporabljanja. Tako da jaz sem dosti velik fan tega, še posebej zdaj, ker so pa tudi določene novosti noter dodali. Zdaj, ta prva je taka geografija. Zdaj, jaz rekel, za slovenske razmere se mi zdi, da brez teh map lahko preživimo. Moje osebno mnenje je tako, geografija, preti zemljevid, pa kje je kaj, nam lahko veliko prostora vzame, pa vprašanje, če nam res dovolj povedi. Mogoče na enem A4 formatu lahko več povemo s tabelcami, pa s kakšnimi drugimi elementi. Ampak ok, geografija je na voljo. Torej, posledično, če pripeljamo not podatke, kam imamo mesto, država, pa še neke regije, nam on zna to skupaj upariti in čim biti tak podatek, pa imamo potem tam, ki se nam spodi kazal, kakšne grafe so na voljo, oziroma vizualizacije, lahko tudi zberemo na ljudi. Naslednja stvar, ki se mi zdi pa zelo interesantna, je pa exploration views, da je to prevedel. Pogled na naše vsebine, ne znam, ampak to je, jaz bi temu kar rekel, neka vrste dashboard light varianta. Se pravi, tiste stvari, ki sem sfiltriral en podatek, torej dolžniki, ki so v bucketu nad 730 dni, je en tak pogled. Mi lahko iz tega na hitrco zgradimo en dashboard, kjer bi skombinirali več takih pogledov z različnimi filtri in damo to zopet uporabniku na voljo. Zdaj, če primerjate, se pravi, dashboard design, ki ga je Mika omenil, ali pa tole, tukaj je res hiter time to market, manj možnosti, že fleksibilnosti imamo, tako da je to stvar, ki je ful uporabna za nekaj, ki mogoče ne vemo, kaj bi hotel imeti čez en teden, ampak sam približno sem videl, ker nas ne stane toliko, če liter spet vse na glavo. Dodali so noter tipe dimenzij, se pravi, čas pa geografijo lahko kategoriziramo, da so to tega tipa, geografijo sem že tukaj omenil, čas se pravi recimo dan, pa pol tudi pomeni, da nam on avtomatično podatke skladno s tem razvrča. Kar imate pol še možnosti, sta dve povratni zanki in sicer se pravi pregledaj Office vmesnika za MS Office, se pravi, ko v Excelu eno stvar dobimo noter, lahko prek tistega vmesnika, se pravi ta set podatkov, to vsebino, publishamo na portalu, pa imamo tudi drugi na gori. Enako je mogoče tudi prek tula, ki ga bolj predstavljamo na hitrco, se mu reče Visual Intelligence. Kar je bilo pa včas tako pred enim letom malo problematično, je pa to, da si lahko podatke na grafu gledal samo skozi eno dimenzijo. Zdaj so k sreči dodali še eno dimenzijo, tako da zdaj recimo, tisti primer si bom kar preklopil, če bi gledali, kam imamo zajene buckete, plačnikov, pa potem tu noter bi vas verjetno še zanimali, katere branže so pa problematične, so predvidano. En delček tega sem vam že pokazal, koliko smo behind schedule polnice. To smo predvidevali, zato bom jaz tam res v 5 minutah prodajni lijar, vse pod kontrolo. To je bila ena stvar, ki smo pokazali, kako sploh ta uporabniški umestnik dela. Se pravi, gledamo še kaj Igor Češčut delu, je tole tvoj njegova. Exploration views, to smo vam želeli pokazati. Mogoče za začetek, ko se uporabnik zlogira v aplikacijo, dobi tole na voljo. Se pravi, vse te information space, ki jih lahko gleda, jih tukaj dobi. Zdaj tega bi lahko bilo veliko. Načeloma vsak information space ga pa lahko še malo kategoriziramo, se pravi, dodamo kakšne ključne besede, tako da ta iskalnik, potem, če bi jaz tukaj rekel, terjatve, bo šel iskat po ključnih besedah, ki ima posamezen information space, pa tudi po sami vsebini, ki ima information space. Prav, terjatve zapadle, src, collection, terjatve. Tukaj imamo mehka terjatev, to je pa že šel pa iskat po vsebini in dejansko najde vse tele information space, ki imajo noter to ključno besedo. Recimo A banka, to tudi po mojem nekaj sem tega
virtualni računi, ne? Pazite se. To je recimo začetek in dejansko s tem uporabnik klikne na ta information space in se mu pol odpre. Naslednja stvar, ki je pa interesantna, so pa te exploration view. Pardon, search results, sorry. Nazaj mora biti. Se pravi, information space-i, tole so pa te exploration view. Zdaj, kako te exploration view izgledajo? Recimo, v primeru search-ovga na hitrco, ne, tukaj imamo dva zavihka, en je poslovanje, imamo par ključnih stvari, naše stranke, naši podizvajalci, mesečna dinamika plač. Lahko gremo pogledati še pipeline, se pravi, katere priložnosti imamo nekje noter na voljo, ne? Se pravi, zopet filtri, aktualne priložnosti, priložnosti za zadnji kvartal, pa po naših treh stebrih, se pravi, štirih stebrih, business solutions, government, infrastructure, pa potem še health. Zdaj, vsako od teh zgodb, ne, bomo tudi kliknili na Explore in bi šli potem v bistvu v ta detaljni pogled tistega Explorerja Information Space-a in bi lahko tukaj podatke naprej filtrirali. Tako da to je to. Ne. To je recimo nakratko, kar se tiče tega. Mogoče še ena odlika, ne, je pa ta, da zdaj tako prej, ko sem predstavljal vam tisto mobile aplikacijo, tam smo govorili o tem, da je treba webije vse malo prilagoditi, zato da jih vidimo na iPadu. Ne. Pri Explorerju pa stvar ni taka, ker so se tukaj moram pa priznati res potrudili in so naredili v bistvu native aplikacijo, kar pomeni, kam jaz enkrat tole stvar tukaj naredil, bo tudi ena na ena špilala na mobilni napravi, sicer na iPadu, na Androidu je aplikacija, zdaj eno leto že berem po forumih, pa kar ljudi sprašujem, da je v izdelavi, načeloma Androidke flash profila se zna tudi na tole povezati, čeprav uporabniška izkušnja je vse na iPadu po moje boljša, ker je razlika, če je nekaj optimize for touchscreen ali pa če se na neki način poveže. To je dejstvo. Zdaj, kako tole izgleda, pa še samo gasno. Kako tole izgleda, pokazali, da se vzlogiram še enkrat zalogiram. Prav, tukaj imam zberem katera povezava. Če bi tukaj kliknul, pritisnil na tale off na Airplane, bi dobil v bistvu vse tisto, kar v offline lahko delam. Jaz bom tukaj zdaj konkretno zbral kar naš domač peskovnik. Zdaj tukaj imamo v spodnji, se pravi ta search bobajo dogodek je en offline dokument, pa imamo pa še corporate, ki so exploration view, torej vsi te pogledi, ali pa exploration, ker so pa prav te information space, torej ta vsebinska področja. Ne. Zdaj, če recimo gremo pogledati prvo exploration view, rečemo tale naš searchov, ki sem vam ga prej kazal, ne, se pravi, vidite, da imamo tukaj v bistvu eden je search poslovanje, bil noter v zavihku ena opcija, eden je pa search pipeline. Ne. Zdaj, če tega odprem, se v bistvu ta stvar takole. Se pravi, imamo te filtre, imamo te podatke, vsakega od njih ga grem lahko v bistvu poločeno gledati, dodatno filtrirati, ne, prav, kaj se na governmentu dogaja, ne, dobim podatke, se igram z vizualizacijami in grafi, ne, to je to. Tako da tukaj je res ena na ena z upoštevanjem v bistvu teh funkcionalnosti pa možnosti, ki jih tablica pač nudi. Če pokažemo še samo raziskovanje, ne, če gremo pogledati tele naše collection case, se pravi collection case, ne, se pravi, sem da zdaj samo eno vsebinsko področje kliknil, ne vem, kar sem pri tem sicer naredil, po moje, še mi pa mogo še vrati.
pa zopet ista zgodba, se pravi, samo eno vsebinsko področje in pač pri njemu imamo vse možnosti interaktivnosti. Ne? Se pravi, tukaj le zberemo, torej, kakšen je dolg, preostanek dolga, pa recimo bom tukaj še zbral kjer imamo klasifikacijo, customer classification, bo verjetno dane, pa bo verjetno pokazala, da so gradbinci problematični, ampak to itak že vsi vemo. Tako, ne. Lahko pa pogledamo, kdo od naših je prodajal gradbincem, pa ne, to pa nam vzeli. Malo za všesa, ne. Tako da to je recimo glede mobile zgodbe, kar sem še hotel pokazati, in sam še proč. Še glede v bistvu samih performans. Projektor se vsakič ugasne, tako potem radi. Aha, kaj se to vidi. Okay. Prav, tole, okay. To, kar zdaj pokazuje, ena testna Microsoftova baza, nek retail scenarij, ki ima malo več zapisov. V bistvu sem tukaj te videl od zgori, ne, je 2.488.000 zapisov. Jaz sem noter pripeljal, se pravi, podatke skozi časovno dimenzijo, pa imamo tukaj naprej še produktno, pa potem še trgovine. Tako da imamo tole. Se pravi, recimo, če bi zdaj šel filtrirati podatke, ne, se pravi, kliknem 2.9, nekaj časa melje, malo je tudi v bistvu odvisno od tega, kakšna je mašina. Načeloma bi mogel to relativno hitro razumeti. Tako. Zdaj, če grem tukaj še pogledat, kaj nas pa zanima, kako so kaj računalnikov prodali. Pogledati telefone. Se pravi, smo zdaj že predelali z teh 2 milijona pa pol, ne, imamo 75 zapisov, ne. Zdaj, kakšna je bila? No. Okay. Se pravi, kakšna količina je bila, ali pa prodaja, ni problem. Sem pogledal, če tukaj imam geografijo, mislim, da je celo manj. Se pravi, zdaj sem izbral mesto, ne? Skočno velik ekran. Zberem geografijo, in je on sam razmeča po zemljevidu zadev. Zdaj, če bi imel tukaj veliko podatkov, ne seveda lahko tudi kakšno stvar izklopimo, ne. Se pravi, izklopil sem v search panel, sem sam to pokazal. Tole ni nobena napaka, ne. Če se spomnite, sem v štartu povedal, kad te podatke, kad definiramo ta information space, povemo, da je določeno polje tipa city, torej mesto, in on ima v bistvu svojo bazo, kjer stvari meča. Tisto, kar ne zmeča, nam ponudi, da sami na roke, oziroma, če nismo tako pametni, da pustimo v bistvu stvar primer, posledično teh dveh ni na zemljevidu, ampak prednostno sta pa še vedno tukaj not zajete, ne. Tako da ne zgubimo podatke, ne. To se ni zabavno, ne. Tako da to je recimo nakratko o tem Explorerju. Jaz ga toplo priporočam. Ok, zdaj, če se vrnemo nazaj na PowerPoint, imamo pa pol še en drug, ki se mu reče Visual Intelligence. Zdaj, Visual Intelligence je tudi nov SAP produkt, ta pa nažalost ga je potrebno ekstra plačevati. Mislim, da je cena, ne vem, 950 € je per enega userja, pa mislim, da ni umno, da jih je treba saj 100 kupati, ne. Tako da, načeloma lahko tudi po enega, ne. Zdaj, kaj omogoča? Zdaj, ta Visual Intelligence je tudi šel, mislim, da je to zdaj že 6. patch, ki je na voljo, je tudi šel čez en razvojni cikl, ki mislim, da v štartu je bilo podprt
HANA pa Excel pa CSV kot vir, ne, se pravi, s HANA si v Sloveniji ne moramo kaj dosti pomagati zaenkrat, Excel, CSV, ok, pardon, pri Explorerju, ne, dobro, da smo prej spomnili. Pri Explorerju so lahko viri, se pravi, za izdelavo tega Explorerja ali, se pravi, universe podatki, ali pa lahko pripeljamo Excel oziroma CSV, pa nam on to prekuha, pa imamo na portalu na voljo za uporabo, ne. Se pravi, Visual Intelligence ima pa vire v bistvu, se pravi, Universe, HANA, Excel, CSV, kar je pa tudi interesantno, pa Freehand SQL. To boste pa po moje dame in gospodje iz Sinovila pa za banke tudi cenili, ker se dostkrat često pritožujete, ne? Pa čisto pravično, da ne pomote. Kaj v bistvu še nudi? Nudi malo bolj napredno možnosti čiščenja podatkov. Zdaj vedi to, kar je recimo David kazal, ko se povežete na tis Excel, pač ok, ga pripeljete not in je to, ne. Tam imamo tukaj možnosti prekuhavanja, se pravi, določene novosti, tako kot imamo recimo v Excelu, ko kreiramo s formulo, nov stolpec, pa vse. In to počne na dosti enostaven način. Tudi omogoča združevanje različnih virov, se pravi, iz treh poizgled podatke pripeljamo, združujemo po neki skupni dimenziji. Imamo v bistvu, temu mislim se reče po angleško, geographic pa time awareness, in sicer, ko dobi podatek z določenega polja, da je tipa datum, nam pol predlaga tako imenovano bogatitev semantičnega nivoja in nam iz tega datuma sgenerira še teden, mesec, kvartal pa leto. Pa pri geografiji imamo pa potem tudi na podoben način, kot sem vam prej kazal, se pravi, ko imamo podatke geografske, nam je pa tudi na mapi v bistvu prezentirati, ne. Ima več vizualizacij, ker pač Explorer web-based je v bistvu bolj napredno orodje, ne. Nudi tudi neke vrste napovedovanje. Zdaj, ta prvi je zagotovo tisti klasični linearni trend, ki smo ga pri statistiki se učili, kakšen je pa ta drug, pa nisem šel toliko v detajle, kateri algoritem uporabljamo, ampak se da v bistvu stvar pogledati, ne. Tako da bi šel kar mogoče na samo aplikacijo, da to vidim, kako izgleda. Se pravi, tole je v bistvu FAT klient, ali pa namestitev zdaj tako, lahko si Visual Intelligence ga lahko dosti downloadati, 90-dnevni trial je, v bistvu ni nobenega problema. Jaz nimam njega SAP-ovega licenčnega ključa, ne. Se pravi, kaj on omogoča, ne. Torej imamo v bistvu neke dokumente, imamo datasete, imamo vizualizacije pripravljene, pa nekaj primerov ima, ne. Če bi šli nov dokument gledati, nam bo tukaj odprl možnosti, na kateri vir se lahko povežemo, ne. Jaz bom šel pa kar na en obstoječ dokument, in sicer Search Collections, ki sem ga, kar vidite danes 947 noter pripeljal, prek Universa. Zdaj, tukaj je tako, ne, mislim, da tale Visual Intelligence ima eno nastavitev v nekom propertiju, ki gre preverjati, če vaš pac nima 4 giga rama, vas bo samo ljudno upozoril, da imate premalo rama, pa se navzorno, ne. Dejstvo je, to smo pa z Brankotom zanj delala, ko smo dali njih 500 000 zapisov noter, je na tej moji mašini stvar, meni ni bila več toliko užitna, no. Res pa je, da imam 5 let star računalnik, ampak rama imam pa 8 giga, ne. Tako da mislim, da imate, pa moja že imajo tudi nove mašine, ne. Tako da to je tukaj lahko pomemben faktor, ne, ko pripeljete podatke not, ne. Se pravi, tako, zgled mogoče tole vas že spominja na Explorer. Zdaj tukaj lahko rečemo, lahko gledam podatke sam v tabeli, ali pa v tako imenovanem Faceitu, ki vam ga tudi ne znam prevesti. Tukaj imamo v bistvu, ko sem podatke not pripeljal, nam spodaj desno že ponuja obogatitve, ne, semantično, takole. Kako to zgleda, ne? Se pravi, vidite, da je v bistvu neke številčne podatke, on prepoznal, to bi pa lahko bile vaše mere. Da smo tukaj rekel, tale date ID ni mera, ta tudi ni, tele 3 pa so, ne? Pa tole mi je pravilno zaznal, tale actual date je full date in mi ga bo v bistvu prepoznal kot datum. Tukaj jaz rečem enrich in dejansko dobim na levi strani te moje podatke, kar se tiče mer.
Kaj bi tukaj še v bistvu pokazal? Nam šel v detajle, res tole, tako, če potegnete si dol v bistvu inštalacijo, nič kompleksnega, next, kot nas je Bill Gates naučil, pa si malo sami pogledajte. Kar je interesantno, ne, se pravi, dodajanje novih verov, ne, mržanje dveh verov, imate tukaj, ne, nam v bistvu ponudi, pa imate pa manipulacijo s podatki, ne, ker dejansko, zdaj, če jaz tukaj na en stolpec kliknem, ne, nam bo ponudil vse opcije, se pravi, da bomo naredili neko statistično porazdelitev, kje se vrednosti nahajajo, tako da malo občutek dobimo, kakšni podatki so. Pa imamo tukaj opcijo dupliciranja, ali najmanja, ali movanja, izdelave novega stolpca, kar je pa stvar, ki je bila v deski, pa jo jaz tudi, če pogrešam, je pa tale grupiranje. Ne. Ta grupiranje nam bo pa v bistvu pomenil, dejansko lahko v bistvu iz obstoječe neke hierarhije ali pa atributa delamo nove. In tega, to je deski imen, to je bila meni super funkcionalnost, pa tudi verjamem, da kakšen v vas, zdaj jo pa vsi malo pogrešamo. In tukaj v bistvu, zdaj tole imam dneve, na oči, če bi mesece, bi z tega lahko naredil kvartale, če seveda ne bi. Vemo pa, da je pri drugih podatkih lahko problem mogoče, nekaj, ki se ne da tako lepo matematično pogrupirati, pa bi radi vse nekaj na roke, v bistvu ne bi to lahko tudi naredil. Tako da tole je dosti interesantna stvar. Zdaj, kar se tiče vizualizacij, nam bom pa na dosti podoben način ponuditi chart engine, pa v bistvu vse tole, mogoče bolj kot primer, da bomo tole mojo mašino pokažem, je kar zasedeno, vidite, ne? Rama, kuram skoraj vse, sicer imam še eno virtualko odprto, ampak. Tako da, no, tukaj imam recimo, se pravi, bolj to kot primere, se pravi, tole je regresija, ne, se pravi, naš pipeline nam kaže, ne, da dejansko januarja, ne vem, kako je to, januar 2014 bomo out of business, ker nimamo mene priložnosti v CRM, ne. Pa trend gre tudi navzdol, ne, ampak pač glede na to, da je vir tukaj v bistvu CRM, ne, vemo, da priložnosti not prihaja, tako da, ampak čisto kot za ponazoritev. Je pa dosti enostaven način se stvar uporab, recimo ta nek enostavni trend, dejansko morate imeti neko časovnico od spodi, ne, torej oni morajo prepoznati, pa dejansko po vsaki meri sam rečete predictive calculation, pa imate te dve na izbero. Vizualizaciji je nekaj na voljo, ne? Malo več po mojem v Explorerju, tako da nekaj se kar da narediti. Ne? Kar je potem še naslednja stvar je sama vizualizacija, pa kar smo še hoteli, lahko gremo še pogledati šeranje, se pravi, kaj imamo na izbiro, ne, kako te podatke zdaj delimo, publishamo na SAP-ovo socialno omrežje, pošljamo po mailu, lahko v bistvu dataset pošljemo na HANA ali pa v Explorer. Ne. Tako da to so recimo neke možnosti kolaboracije. Ne. Tako da to je, kar se tiče tegale Explorerja, to je pa, rečemo, z moje strani vse. Ali vas kaj še glede tega zanima? Kakšno vprašanje? Lahko kakšno mačko? Ok. Gremo zdaj.